Iz ljubljanskega studia 136 to so Vesti na Vesti. Državni zbor ostaja brez podpredsednika. Poslanke in poslanci na tajnem glasovanju za to funkcijo niso podprli Mirana Potrča. Kljub temu, da po poslovniku podpredsedniško mesto pripada drugi najmočnejši parlamentarni stranki, je bil to že tretji predlog Socialnih demokratov, ki ni bil izglasovan. Predtem je vladajoča koalicija že zavrnila Marka Pavliho in Darjo Lavtižar-Bebler. Miran Potrč je ob tem izrazil svoje upanje, da jih bo doletela kazen. Jaz iskreno upam, da bo to na koncu se obrnilo proti strankam, ki tako ravnajo. Ker verjamem, da velika večina državljank in državljanov želi sodelovanje, ne pa odbijanje sodelovanja. Ugibal pa je tudi, zakaj naj bi se poslanci vladnih strank odločili za takšno ravnanje. Bi bilo za razmisliti, ali to ravnanje ni že deloma tudi ravnanje v paniki, ko ugotavljajo, da se jim pa zaprav tla pod nogami počasi izmikajo. Parlamentarci so ponovno obiskali Sovo. Kaj so tokrat tam slišali, ni jasno, je pa obisk ponovno sprožil nasprotja, ker se ga ni udeležil poslanec Miro Petek. Komentar dneva, Miro Petek. Ja, za včerajšnji obisk na Sovi sem zvedel od novinarjev. Sam namreč v obisku nisem bil obveščen, čeprav sem tudi član te komisije in tako kot vsi ostali člani sem bil imenovan v pooblaščeno skupino, ki lahko na sedežu nadzira tajne službe. Prejšnji predsednik komisije je v podobnih obiskih dovolil obvestiti vse poslance komisije in po meni znanih podatkih sem bil iz tega obiska namenoma izključen. Od zadnje izredne seje državnega zbora ima v komisiji večino opozicija in prepričan sem, da je to povsem pravilna odločitev. Vendar to še ne pomeni, da si lahko opozicija tudi lasti in privatizira to občutljivo komisijo in da obiska v tajnih službih lahko upravlja le skupina, ki si izbere dr. Pavel Gantar ali podpredsednik te komisije. Ob tem je pomenljivo, da predsednik komisije ni želel nadzor Sove 17.7.2007 in da se je odločil za selektivnost pri obveščanju poslancev in na mojo izključitev. Če bo to postala praksa tudi v prihodnje, potem je pravičena zaskrbljenost, da lahko komisija postane orodje za politične zlorabe. Slovenske stranke še vedno premišljujejo o tem, ali naj podprejo dogovor med Janšo in Sanaderjem o arbitraži pred Mednarodnim sodiščem v Hagu. Slovenska narodna zveza pri Slovenski ljudski stranki je zato izrazila svojo zaskrbljenost. Predsednik zveze Marjan Podobnik je na zemljevidu še enkrat pokazal, kakšne ozemeljske zahteve bi morala imeti Slovenija do Hrvaške. V nasprotju z londonskim memorandumom odcepljeni del od zgodovinske občine Piran je seveda tisti del, ki Sloveniji pripada in ker ji pripada, in seveda pripada pa tudi oba bregova Piranskega zaliva. Svoj apel glede odločnega ravnanja v odnosih s Hrvaško je Marjan Podobnik naslovil na Janeza Janšo in Boruta Pahorja ter pojasnil, kakšno strategijo glede tega vprašanja v tem trenutku zagovarja Slovenska narodna zveza. Status quo je mnogo boljša rešitev kot sprejeti slabo rešitev, kot sprejeti rešitev, ki je za državo škodljiva in je v svoji škodljivosti nepopravljiva. Marjan Podobnik se je odzval tudi na napovedano kandidaturo Bojana Šrota za predsednika SLS. Jaz sam podpiram Janeza Podobnika. Mislim, da je dober predsednik, da je tipičen predsednik Slovenske ljudske stranke. Janez Podobnik združuje v sebi to elementarne vrednote, ki so vsa desetletja in stoletja veljale za Slovensko ljudsko stranko. Hkrati pa tudi ima v sebi veliko zagnanost, veliko delavnost in tako naprej. Pijača. Naprava za pitje. Kot kaže, bomo kmalu dobili tudi šestega kandidata za predsednika republike. Darko Pubec-Krajnc, ki ga podpira SMS, pravi, da bo v kratkem zbral dovolj podpisov. Vem, da jih bom zbral, ne mislim.
Napovedal pa je tudi, katerih tem se bo lotil v svoji kampanji. Morajo biti resne teme, osamosvajanje mladih, problemi okolja, ekološko gospodarstvo in to. V Ljubljano ga je prišla podpret švedska predstavnica v stranki Evropskih zelenih Eva Goes, ki nam je pojasnila, zakaj je tako navdušena nad Krajncem. Podnapisi bodo, ne? In Sweden we have had a member of parliament who have been 19 years old, who have been real good example in Sweden. Gustav Fridolin was one boy. And we also had 3 young girls. They started when they were 21 years old. And I believe in the youth. O zakonu o visokem šolstvu so spregovorili opozicijski poslanci Majda Širca, Majda Potrata, Barbara Žgajner-Tauš, Rudolf Moge in Slavko Gaber. Med problematične točke so uvrstili oblikovanje vzgojno-izobraževalnih centrov, uvedbe obveznega drugega tujega jezika, ukinitev splošnega učnega uspeha, financiranje šol glede na število učencev in 100% financiranje zasebnega šolstva. Barbara Žgajner-Tauš je pripombe povzela takole. Rušimo dobro tradicijo, namesto da bi gradili na njej, na račun, rekla bom posameznih zelo močnih lobijev. Nedvomno je ta lobij nosi predznak RKC. Poslanec SDS-a Branko Grims se z njo ne strinja. Povedal je, da naj bi poslanska skupina SDS z glavnim tajnikom Sindikata vzgoje in izobraževanja Branimirjem Štrukljem dosegla soglasje o vseh ključnih odprtih vprašanjih zakona, kar je Štrukelj kasneje zanikal. Grims pa je med drugim predstavil tudi, kako naj bi izgledalo po novem učenje drugega tujega jezika. Temeljno načelo je bilo, da je seveda en jezik tisti, ki je osrednji, medtem ko bi te elemente drugega jezika bolj vključevali v širši program, to se pravi, da bi recimo, ko bi obravnavali biologijo, uporabili še nekaj časa za to, da bi se seznanili tudi z izrazi v nekem tujem jeziku in podobno. Liberalna akademija je predstavila knjige Vlada Miheljaka z naslovom Politika med amnezijo in paramnezijo. V njej so objavljene njegove kolumne, ki so izhajale v sobotni prilogi Dela. Na predstavitvi so se zbrale 3 strankarske struje tako imenovanih levičarjev in liberalcev, poslanci LDS-a, SD-ja in Zares. Prišla sta tudi nekdanji predsednik Milan Kučan in predsedniški kandidat Mitja Gaspari, ki mu je bilo nekoliko nerodno poslušati Miheljakove misli o podpori kandidatki Eleni Pečarič. Meni se je zdelo vendarle z vidika čisto načelnega stališča, recimo, da bi morale stranke, te levo-liberalne, se dogovoriti in dati kvoto za tole, kako se piše, Pečaričevo. Ne zato, ker bi podpirali Pečaričevo. Pečaričeva je šla z nekim drugim ciljem, šla z ciljem, da se tam postavi, da se človek navadi svoj pogled na to, da to svojo različnost in drugačnost prezentira tudi materialno in drugič, da vendarle, veste, da ne govori neumnosti, da vendarle pove to, kar želi povedati. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V hrastoveljski cerkvici Svete Trojice, ki je bolj znana po znameniti poslikavi imenovani Mrtvaški ples, te dni poteka pomemben projekt. Slovenski in italijanski raziskovalci tam namreč s pomočjo najsodobnejše laserske tehnike tridimenzionalno skenirajo freske. Pripomoček za gledanje. Daj. Prvič lahko vidimo, se pravi, tele naše čudovite freske v Hrastovljah na internetu v podobi 3D modelov, ki jih lahko po eni strani občudujemo tako kot tukaj. No in če se vam tole zdi nekoliko nenavadno, boljše, da zopet pogledate mene. Opazovati jih morate takole. Še vreme. Vsem tistim, ki nimate zidanic, je lahko preklemansko žal. Iz studia 136 to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami. Kdo je napisal to idiotsko vreme?